karmična diagnostika. Zakaj pravzaprav gre? Kaj je tisto, kar moramo vedeti, preden sploh lahko nadaljujemo? Karmična diagnostika je praktično bi gledali temelji na zakonu vzroka in posledice. Kaj seješ, to žanješ, što bi lahko rekli po slovensko. Znači, za vsak vzrok, za vsako dejanje, za vsako misel stoji neka posledica oziroma, bi rekel, mi dobimo tisto ali nagrado ali dobimo recimo kaj za plačilo. Ne? To pomeni, da če se mi jezimo ali obsojamo ali imamo zamere, tudi posledično takšno imamo počutje oziroma to lahko vpliva na naše odnose ali vpliva tudi recimo na naše zdravje ali karkoli drugega. Ne? Če pa mi dajemo recimo ljubezen, zadovoljstvo, srečo, radost to in drugim, enako potem take stvari tudi dobimo. Ne? Zdaj, sama karmična diagnostika, bi lahko rekel, je razvil je ta Lazarev v Rusiji. K nam je pa pripeljal Marjan Ogorevc in je tudi uveljavil tukaj v temu. Zdaj vsak na svoj način potem dela karmično diagnostiko. Cilj pa tega je, da se ravno odkrijejo te vzroki za težave. Znači, če imam jaz težave sedaj recimo samo z občutki, kot so jeza, obsojanje, zamere, lahko imam to z odnosi z partnerskim, lahko je to z družino, je doskrat, lahko je to sodelavci ali komkoli drugim, pa tudi sam sabo, ne? Sebe ne smemo pozabiti. Ne? In potem s pomočjo karmične diagnostike pogledamo v človeško biopolje. Znači, imenuje se to kot naše biopolje, zajema vse, znači od našega fizičnega telesa, našega čustvenega, mentalnega, duhovnega telesa in tu so spravljene vse informacije. Znači, ni to nobeno ugibanje, ampak direktno od vsakega posameznika točno pogledaš točno tisto, kar nosi vsak posameznik in potem tisto spremeniš oziroma ozavestiš. Zopet je pa od same osebe pomembno, če je pripravljena to spremeniti ali ni. Znači, primer. Če se jaz jezim na soseda, ne more nekdo drugi odpustiti na mesto mene, ker se jaz jezim, v temu. Jaz pa lahko pomagam, znači, da ti pripeljem do tiste stopnje zavesti in te podprem energijsko, da ti potem lahko to spremeniš na temu. In tako je tudi pri drugih rečeh. Znači, gledano mi karmična diagnostika gleda celostno, znači gleda fizično telo. Mi smo sestavljeni iz fizičnega telesa, potem imamo to energijsko telo, potem je to informacija in pa ta duhovna raven, znači najvišja raven, absolutna. In pri karmični diagnostiki gledamo tukaj ta informacijska raven, znači da dobimo mi informacijo, odkot izvira kakšna težava. Ne? Ni pa možno, da gledamo samo težave, lahko gledamo pa tudi dobre stvari. Znači nekdo ima pa ne more aktivirati recimo svojih talentov ali svojih sposobnosti in se pogleda zakaj. In jih potem s pomočjo karmične diagnostike lahko tudi aktiviraš oziroma jih ozavestiš in potem lahko z njimi deluješ. Ne? Jaz sem imela predvsem težavo, da se nisem imela rada. In je. Deluje. Je razlika, definitivno je razlika ta odnos do same sebe. Do same sebe, ne? Kar je tudi najpomembnejše. Ne? Ker to je tisto, koliko imamo mi sebe radi, toliko imamo lahko drugi radi. Ne? Nič več, nič manj. Ne? In potem, če se vprašamo, rečemo, jaz vam rad tebe, jaz vam rad to v sebe in drugega, vem, svoje otroke in tako dalje. Ampak, če sami sebe nimamo radi, če imamo zamere, jezo, užaljenost, razočaranje v sebi, potem mi drugim dajemo to, dajemo jezo, žalost, razočaranje drugim in to drugi čutijo. In zato se drugi potem izogibajo nam, ne? Tudi če mi mislimo, da imamo nekoga radi. Ne? Znači, začetek je obvezno, da imamo mi sami sebe radi. Ne? In ta sprememba, da želimo mi nekaj spremeniti, je iz tega razloga, znači, če imam jaz sebe rad, znači iz spremembe, da spremenim sebe zaradi tega, ker imam sebe rad, ne zaradi tega, ker mi je nekdo drugi rekel. Ne? Zaradi sebe se moramo spremeniti. Mogoče še tole. Mislim, da nekje celo v jogijskih sutrah noter navedeno. Spremeni tisto, kar lahko spremeniš in sprejmi tisto, kar ne moreš spremeniti. Seveda. Ne? Znači, tudi to, recimo, če se jaz jezim, ali pa, ne vem, obsojan, ali me je strah, ne? Znači, rabim tudi sprejeti, da sem jaz to. Znači, da je mene strah, ni nikoga drugega strah, ne? V temu. Tako da tudi tukaj je en začetek, da lahko tudi mi nekatere stvari potem lahko jih spremenimo, če je potrebno, ne? Znači, en začetek je tudi to sprejemanje, ne? Ampak sprejemanje tudi samega sebe, ne? Znači, da sem tukaj, sedaj, na zemlji, v tej koži, v tem življenju, v tem telesu, da imam to nalogo, da delam to in to, ne? To potem, ko gledamo, recimo, več ljudi ima strah, recimo, pred uspehom, kot pa pred neuspehom.
Zanimivo, ne? Ampak večinoma si mislijo, da je strah pred neuspehom, ne? Ampak večinoma je strah pred uspehom. Praktično, ne? Zato, ker prinaša določene spremembe, ne? Zato, ker določene spremembe prinaša, zato, ker drugi ljudje bojo prišli v okolje, nam je nepoznato, ne? In tam, kar nam je nepoznato, mi ne gremo v tisti del, ne? Se ne odločimo kar tako stopiti nekaj noter. Ostanemo pa v staremu, zato, ker nam je vse poznato. Vse stvari, vsi konflikti, ljudi, tudi če se slabo počutimo, ampak vemo približno, kako se bo to končalo, ne? Prosti, rabim kuli, ko si zapisujem stvari zraven. Naši gledalci pa tudi, veš. Samo zapiši. Pa tukaj recimo pri karmični diagnostiki obstaja, ne, znači, kot sama karma, ne, bi gledalo to, znači karma poskrbi za samoregulacijo biopolja, ne. To pomeni, da če ga mi biksamo, znači če smo jezni, užaljeni, razočarani, nekje bomo dobili opozorila. Opozorila kot recimo, da se nekje udariš ali pa slabše počutiš, take manjše. In če to nadaljujemo dalje, to lahko tudi skozi leta preraste v bolezen. Znači bolezen recimo pride, ne pride to skozi noč, razen če kakšno obsevanje ali posevanje v temu, drugače pa to pride recimo skozi 2-3 leta, se mora to nabirati določena čustvena ali miselna blokada, znači da vam jaz držim zamero do nekoga, zelo močno zamero do nekoga in potem to vpliva na moje zdravstveno stanje, ne? Vsak vzrok ima svojo posledico. Ampak večina ljudi še vedno misli, zbolijo, recimo, ne vem, kakršnakoli bolezen pač to je. Ali je, ne vem, recimo, vzemi me eno bolezen, za katero mogoče zdravniki niti ne vejo, zakaj pride do nje, niti je ne znajo zdraviti. Kakšna avtoimunska ali pa kaj podobnega, ne? In potem se ljudje sprašujejo, pa zakaj glih jaz? Oziroma si sploh ne želijo priznati te bolezni ali pa se ne želijo soočiti s tem sploh. Ali sploh lahko pomagaš takšnemu človeku ali moraš enostavno počakati, da se bo sam odločil in soočil sam s sabo? Ko je človek pripravljen, ne? Znači, ne morete noben drugi naročiti na karmično diagnostiko, ker če nisi ti pripravljen, se ne bo nič zgodilo, ne? Znači, sam moraš priti in se odločiti, sedaj pa želim nekaj spremeniti, ne? Tukaj pri avtoimunih bolezni, ne, na splošno prihaja do nesprejemanja. Znači, mi ne sprejemamo del sebe, ali ne sprejemamo svoje telo, ali ne sprejemamo, da smo v katerega spola smo in take različne stvari. Lahko to nastane, da je to naše, lahko pa, da smo to dobili tudi od staršev, znači že za časa bivanja v maternici, ne, kar je zelo pomembno. Znači, če so starši šokirani, recimo, ne, presenečeni, da bojo dobili otroka ali niso pripravljeni ali se želijo določen drugi spol. Znači, to vse vpliva kasneje na otroka, če to v toku otroštva ali kasneje se ne spremeni. Ne? In znači, v naših celicah, če bi gledali od prve celice, od trenutka, ko smo nastali, je zapisano vse, kar smo mi prinesli na ta svet, kaj smo pridobili od staršev, temu, kakšen je tudi vpliv planetov v okolice in potem se mi razvijamo. In potem bivanje v maternici je zelo pomembno, ker otrok podoživlja vsa ta čustva, katera ima mama in oče, ampak malo več od mame, zato ker je skozi pri mami. In če je mama v konfliktu z očetom od otroka, to avtomatski vpliva na samega otroka. In potem mi lahko prevzamemo te občutke in z njimi živimo. Lahko živimo celo življenje s temi občutki, pa sploh niso naši občutki, so to občutki od mame. Primer. Dokler mi to ne ozavestimo in ne vemo razliko med svojimi občutki in občutki recimo od mame ali pa tudi od očeta. Ne? Ampak za samega bivanja v maternici je bolj tisti del od mame večinoma prevzamemo. Ne? In če recimo pogledamo sedaj to, ne? Mama nosi moškega potomca in se jezi na svojega partnera, avtomatski gledano po liniji se jezi na svojega otroka. Znači, če ti kot mama, recimo, če bi sedaj imela svojega moškega potomca v sebi in bi se jezila na svojega partnera, znači na očeta tega otroka, bi avtomatski ti obsojala svojega še nerojenega otroka. In to avtomatski potem vpliva na otroka in na njegov razvoj v temu. Ne? Znači, v toku potem je potrebno te stvari spremeniti. Ne? Ko se ali v toku nosečnosti, ali potem po rojstvu v temu. Ne? Tudi čas rojstva vpliva na naše življenje. Zdaj, če smo narejeni na normalen način, ali smo imeli kakšne pripomočke, ali je bil to vakuum, ali je bil to carski rez, ali kaj, potem lahko zopet nastanejo določeni vzorci. Ni mus, lahko pa nastanejo. Ne? Ker če ni narejen na naraven način,
potem so lahko vzorci, recimo naj nekdo drug naredi na mesto mene in taki podobni. Ne? Znači, ali pa ne doznamo dokončati stvari, ali pa nisi dovolj zrel, da dokončaš nekatere stvari. Ampak to vse se da spremeniti s karmično diagnostiko, znači spustimo se v ta del, v tisti čas, se to pogleda, spremeni polje in avtomatski potem je boljše, ne, v temu. Kot sama veš, ne, ko si bila na terapiji, temu doskrat je recimo vsaj 90% so tukaj starši, da je potrebno to starši sprostiti določene stvari. Ne. Zakaj starši? Ne? Reče, imam pošlihtano vse, samo s svojimi starši ne. Ampak starši je ravno potrebno biti, tudi če niso živi, ne? Je potrebno biti, da je to urejeno, zato ker starši so naše korenine. Znači, naše korenine. In če pogledamo sedaj drevo brez korenin slabo raste oziroma ima slabe plodove. Ne? Če imamo pa mi enako, ne, dobre korenine, dobro porihtano za starši, znači smo mi ok in tudi dobre sadove lahko dajemo. Ne? Znači, lahko dajemo svoje potencijale, svoje sposobnosti, talente, znači tisto, kar imamo v sebi, lahko mi izrazimo. Znači, doklerkoli imamo pa mi nerazrešene stvari, pa nikakor ne pride do tega, ne? Da bi mi lahko izrazili sebe ali dali tisto ven, zakaj smo tukaj. Ne? Vse več ljudi se sprašuje, ne, za svoj življenjski namen, ne, zakaj sem tukaj, kaj jim je tisto. Ne? Ampak prvo je potrebno počistiti pri sebi stvari, te korenine urediti in potem nadgradnja. Ne? Potem ti šele spoznaš, kdo si ti, kaj lahko narediš in tako dalje. Ne? Lahko je tudi ena stvar, mogoče kaj lahko tudi vsak sam naredi, kaj tudi vezano tudi lahko s karmično diagnostiko ali pa ne, znači ta axis mundi, znači povezava absolutno in zemeljsko v temu. Eni pravijo to Bog, kreator in tako dalje, znači da smo mi povezani s to najvišjo energijo in da smo povezani z zemeljsko energijo. Znači kaj to pomeni za nas? To pomeni, da smo mi povezani s to najvišjo energijo, mi dobimo informacije, znači dobimo ideje, zamisli, tiste, katere so, potem naredimo načrt, gremo v akcijo in sledi materializacija. Znači vse je v tej povezavi. Znači eni to vejo tudi recimo kot linija Hare, axis mundi, povezava absolut, zemeljsko, skozi reiki se recimo enako doseže to. Kako pa to poteka, recimo, ne vem kaj, začneš z enim ciljem ali kako? Lahko gre s ciljem, lahko pa enostavno želiš, da se ti uravna ta del, znači da si ti povezan z absolutnim in zemeljskim. Lahko enostavno recimo zunaj je to lepše narediti, recimo, ne, daš roke zgore in da začutiš, da kako ta energija steče skozi tebe v središče zemlje in potem lahko daš roke zemeljsko, da začutiš, kako zemeljska energija steče skozi tebe v središče vesolja in potem je dobro, da to zavestimo, da se istočasno pretakata oba žarka oziroma obe energiji. Kako to izgleda na splošno? Ne? Recimo, boli me roka, znači jaz imam idejo, znači boli me roka in dobim informacijo, zakaj me boli roka. Ozavestim to, znači naredim načrt, na kak način bom to naredil, recimo s karmično diagnostiko, z reikijem ali s komkoli drugim. Ozavestim, grem v akcijo in rezultat, znači materializacija je ta, da me roka več ne boli. Ne? Recimo, če želimo materialne stvari, znači dobim idejo, kako naj bi izgledala ta miza. Ne? Znači dobim idejo, jo narišem, naredim načrt, grem v akcijo in sledi končni izdelek materializacija. Znači vse je v tej povezavi. Ker če nekaj ni, če je gornji del bolj odprt, imamo mi ogromno idej, ogromno zamisli, pa ne moremo jih to prizemljiti. Če pa smo samo od spodaj odprti, pa ni nobenih idej, pa večinoma jamramo, pa ono, da so vsi drugi krivi, pa se ne more, pa ne vem, še kakšne razne stvari. Ne? Vidim, da kar veliko zapisuješ. Ja, jaz sem po moje edina kao neki voditeljca, ki pridem z listi, ampak ne zato, ker imam na listih kakšne informacije, ampak zato, ker pobiram informacije od gostov. Ampak lej, v redu, to potem, ja veš, tudi stvari, ki jih mi tukaj naprej podajamo, jih moram jaz premisliti doma oziroma prečutiti oziroma dobiti tiste občutke, zato ja, si pišem stvari in fajn je. Ja, me veseli. Fajn je. Še lepše je, kako si rekla, ko se imaš rada, ne? Po terapiji, kak je to drugačen občutek, kako se to spremeni. Ne?
Ja. na temo in lahko drugače gledamo na svet. Ne. Praktično se nam odprejo oči, vidimo tisto, kar prej mogoče nismo videli, ne. Pa je skozi recimo pred nami, ne. Ali nam drugi govorijo, ne, naredi to, ti pa tega ne vidiš, ne, temu. Ja, marsikaj je problem, če človek ne vidi okrog sebe. Put your lights on je ena pesem, ne? Tako. Od Santane? To pa ne vem. Nekaj takega. Put your lights on.